Vse kul! Ja, bo. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Borut Pahor in Ivo Sanader sta se srečala na Mokricah. Srečanje je bilo informativno. Po dogovoru sta bila predsednika slovenske in hrvaške vlade zadržana. Le kaj se je takega zgodilo? Za daljše rokovanje pa je poskrbel naš Denis. A lahko odspredi, gospoda premijeja, pred temi govorniškimi odri za fotografijo? Če smo prav razumeli slovenskega in hrvaškega premijeja na tej novinarski konferenci po srečanju, se nam zdi, da se stališča niso ravno zbližala. Najverjetneje so se morebiti celo malce bolj zaostrila. Hvala, Denis. Pahor po sestanku ni bil videti zadovoljen, Hrvaška vztraja pri mednarodnem sodišču in Slovenija pri mediaciji. Pahor je po sestanku predstavil, kaj sta sklenila s Sanaderjem. Da po tem informativnem srečanju predstavniki obeh vlad, zlasti oba zunanja ministra, posebej tudi midva, pospešiva in poglobiva pogovarjanja in upajva tudi dogovarjanja. Boljše volje kot Pahor je bil Sanader, ki je takole opozoril prevajalko, da Pahorja prevaja v slovenščino. Z predsednikom Sanaderjem bomo dala kratko izjavo za tisk. Jaz kot... Vi na Hrvatsko. Predvidite gore zvoj. Po sestanku sta se hrvaška in slovenska delegacija na gradu Mokrice vsaj napili in najedli. Aperitiv smo jim postregli penino Prestiž Brut Istiniča iz Bizeljskega, hladna predjed je terina smuča z mariniranim rakovimi repki na blazinici oziroma na posteljici z rukole. Ob prvi jedi točemo beli pino vinar Kovačič Bizeljsko letnik 2006 suho vino, potem imajo gobovo kremno juho iz jurčkov. Glavna jed so teleči medaljoni v lastni omaki, na palačinki z špinače in pa s praženimi mandlji. Ob tej jedi bo postreženo vino Chardonnay rezerva, vinar Batič iz Žepavske doline. In za sladico smo jim pripravili vino kuhano mokriško hruško z vročimi borovnicami. Zraven pa bomo postregli še jagodni zbor vinarja Prusa. Sestanek na Mokricah je takoj komentiral predsednik SDS Janez Janša. Izrazil je upanje, da je rezultatov srečanja več, kot jih je bilo predstavljenih na novinarski konferenci. Po njegovem mnenju bi morali državi določiti pravni okvir reševanja vprašanja meje. V vsakem primeru se je treba dogovoriti o tem, ali se presoja dela o celotni meji, kot zahteva Slovenija, ali samo o meji na morju, kot je bila vedno pozicija Hrvaške. Treba se dogovoriti o tem, kaj je izhodiščni datum. Je to, ne vem, prejšnje stoletje, ali je to čas osamosvojitve, tudi glede tega bo potrebno povedati ali mediatorju, ali mednarodni sodni instanci, kaj je pravni okvir. In treba se seveda dogovoriti o tem, kateri principi pri presoji, arbitraži ali mediaciji se upoštevajo. Ali samo striktno črka mednarodnega prava, kar je stališče Hrvaške, ali načelo pravičnosti oziroma ali tudi načelo pravičnosti, kar izrecno predvideva statut Haškega sodišča in kar je poenoteno stališče slovenske politike. Opozoril pa je še na eno pomembno podrobnost glede slovenskih zahtev do Hrvaške. Ker Hrvaška lahko umakne to sporno dokumentacijo in s tem odpravi konkretni razlog za blokado pogajalskih poglavij. Ampak s tem meno vprašanje še vedno ne bo rešeno, niti ne bo določen pravni okvir. In obratno, lahko se dogovorimo za pravni okvir, pa Hrvaška ne umakne te sporne dokumentacije in bi morala, glede na stališče Slovenije, pogajanja stati.
Ne štekam tega Janša nič. Izhod iz te situacije je že ponudila Janševa vlada tik pred zaključkom svojega mandata. Jaz mislim, da je kompromis v predlogu, ki ga je dala Slovenija oktobra lani. Se pravi, da se odblokira zablokirana hrvaška poglavja na podlagi izjave hrvaške vlade, da bo to sporno dokumentacijo umaknila do zaključka pogajanj. Slovenija ima tukaj še vedno varovalko, Hrvaška pa ne stoji in ne izgublja časa. Za komentar dneva se bo s pepelom posuval Igor Ž. Žagar. Dober dan. Pepelnična sreda je prvi dan posta. Postni čas pa je čas pokore. V tem obdobju velja spodbuda k poglobljeni molitvi in ljubezni do bližnjega, k zatajevanju samega sebe, nas uči vesoljna rimsko-katoliška cerkev. Zato mi dovolite, da se na ta pepelnati dan tudi sam posujem s pepelom. Kajti motil sem se in hudo grešil. Pred državnozborskimi volitvami sem namreč z inštitucijo, v kateri izbi pravkar sedim, sklenil dogovor, da bom redno ocenjeval retorično plat predvolilnih soočenj. In pri tej raboti sem zagrešil mnogo tero napako. Po prvem soočenju med Janšo in Pahorjem sem zapisal, da je slednji na soočenje prišel povsem nepripravljen, brez konkretnih podatkov, oborožen le z značilnimi splošnostmi in puhlicami. Zapisal sem tudi, da ga je Janša po 5 minutah nokavtiral, na kar si je Pahor do konca oddaje intenzivno brisal znoj s čela, lic in vratu, rok ni več tlačil v žepe, sproščeno nasmihanje pa je nadomestila zategnjena grimasa, ki se uri in pol skorajda ni več oglasila. Danes, po pregovornih 100 dneh nove vlade, vem, da sem grešil. Moje misli so bile napušne in prevzetne. Nikakor ni res, da je Borut Pahor prišel povsem nepripravljen, brez konkretnih podatkov in oborožen le z značilnimi splošnostmi in puhlicami na prvo televizijsko soočenje. Nasprotno, prvih 100 dni nove vlade nedvoumno kaže, da Borut Pahor je povsem nepripravljen, brez konkretnih podatkov in oborožen le z značilnimi splošnostmi in puhlicami. Sicer si ne briše več tako intenzivno znoja s čela, lic in vratu, pa tudi grimasa je vedno bolj zategnjena. Bržčas zato, ker je po predvolilnem nokautu svoje obličje zabarantal še za nekaj povolilnih krošev in aperkatov. Kot pravi vernik je pač ponudil še drugo lice. Človeški material pa ima omejen rok trajanja in še bolj omejeno raztegljivost. Naj sklenem. Pepeljenje nas spominja, da smo zapisani smrti. In spokornost je prvi korak na poti k vstajenju. Vstajenja pa si je končno želeti tudi od predsednika vlade. Prijeten post želim. Mladi Nove Slovenije so ministrici za notranje zadeve Katarini Kresal izročili prazno denarnico. S tem so želeli opozoriti na prazne denarnice študentov, medtem ko ministrica izdaja odločbe izbrisanjem. Ministrica pa jim je izročila izvod slovenske ustave in knjigo Mi in oni, ki govori o nestrpnosti v Sloveniji. Po izmenjavi daril so na prizorišče prišli še mladi liberalni demokrati, mladi forum in zares aktivni, ki so podprli Kresalovo pri izdajanju odločb izbrisanjem. In slučajno še drugi naključni mimoidoči, ki so slišali, da se dajo neka darila. Ministrica Kresalova, vsi ministri tukaj dosledno upoštevajo ustavo in zakonodajo Republike Slovenije. To ni ministričina samovolja, če se upošteva odločba ustavnega sodišča. To je njena naloga. V Sloveniji imamo ustavo in ustavno sodišče zato, da se to spoštuje. Vlada Republike Slovenije bi morala imeti posluh do najšibkejših. Smo v času gospodarske krize, smo v času, ko ljudje zahajajo v težave. In ravno zato je nedopustno, da si politika dovoli komentirati ali spreminjati vsebino odločb ustavnega sodišča. Pozabljate, da je to vrhovna inštanca v tej državi. A je bil gospod Anksantijevič, general, kaj je še vse bil, počinih, s svojim neslovenskim nastopom v državnem zboru, a on upravičen do odškodnine? To ne odloči sodišče. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Folklorna skupina Tina Rožanc letos praznuje 60-letnico svojega obstoja. Te dni se intenzivno pripravljajo na slavnostni koncert, ki se bo ob tej priložnosti zgodil 28. marca v Galosevi dvorani Cankarjevega doma. Tole je utrip zvaje, na kateri smo jih ujeli sinoči. Še vreme. Po najnovejši javnomnenjski raziskavi na ljubljanski tržnici smo ugotovili, da 87% vprašanih meni, da vreme bo. Še nekaj časa. Vsaj.
Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti.